Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je Jezus slišal, da so Jana zavrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnavmu, ki leži ob jezeru v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: Hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical jo je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Spoštovani gospod župnik, gospod kaplan, gospod Miro Šliber, dragi romarji od daleč in blizu, dragi častilci apostola Pavla, dragi brati in sestre, ki se zavedate temeljne resničnosti vsakega človeka, ki je njegova potreba, da se spreobrača, da se stalno spreobrača. Danes je zares gost, nabit dan, kljub temu, da so razmere težke, oziroma slabe, dež pada. Cerkev v sebi nosi izjemno močno in sončno sporočilo. Danes je praznik spreobrnitve apostola Pavla. Danes je sklep molitvenega tedna za edinost kristjana. In danes je nedelja Božje besede. In ker je nedelja Božje besede, seveda ne moremo mimo tega, da se ne bi ustavili pri tej čudoviti besedi, ki smo jo poslušali v tej liturgiji. Se spomnite, kaj smo slišali? Se spomnite, kaj smo slišali v evangeliju, da začnemo z evangelijem, ki je temeljno izhodišče. V evangeliju smo pravzaprav slišali začetek, tam, kjer se vse začne. Tam, kjer se je začelo tudi pravzaprav naše življenje, kjer je razlog, zakaj smo tukaj.
Mi smo tukaj zato, ker nas je Gospod poklical. Ker nas je poklical tako, kot je poklical Petra in Andreja, kot je poklical potem tudi Jakoba in Janeza in kot je skozi ta 2000 letja poklical že toliko ljudi, je poklical tudi nas. Kako se zgodi ta klic? Videli smo, slišali smo v Evangeliju. Jezus je šel mimo, ampak ni poudarek na tem, da Jezus hodi okrog. Kaj je srčika današnjega Evangelija? Srčika današnjega Evangelija je, da je Jezus videl. Jezus je zagledal. Koga je zagledal? Zagledal je Petra in Andreja. Tako kot je zagledal tebe in mene. In kaj je Jezus videl, ko naj je zagledal? Kaj je Jezus videl, ko je zagledal Petra in Andreja? Mi ne vemo, kaj je videl, ampak lahko sklepamo, kaj je videl potem, kaj je on rekel Petru in Andreju. In kaj je rekel? Rekel je, hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Kaj je torej Jezus videl? Jezus seveda je videl dva utrujena človeka, ki sta doslovno človela in načujela, ki sta pravzaprav neuspešna, malce nenavadna, tako je drugače polomljena. Ampak Jezus ni videl tega. Kaj je Jezus videl? Jezus je videl ribiča ljudi. Torej je Jezus videl potencial Petra in Andreja. Jezus je videl, kaj je Peter poklican v Božjih očeh, da postane. Kaj je njegova lepota, ki se skrija v nas, v njem, in možnost, h kateri je poklican. Vse, kar mora Peter storiti, da bi lahko postal zares Peter, je, da hodi za njim. Kolikokrat se zapletamo v neumnosti in se prepiramo o tem, kdo bo imel katero igračo. In se maltretiramo zaradi raztrganih mrež, zaradi številnih neuspehov, zaradi številnih neumnosti, ki smo jih naredili, in ostajamo v dolini smrtne sence. Tičimo v brezno, ki nam ne pripada, ker ti nam pripada Božje kraljestvo. Božje kraljestvo se je približalo, smo slišali. In Božje kraljestvo, vstopati v Božje kraljestvo, pomeni zaživeti lepoto in Božjo vizijo, ki je v nas. Dajte mi povedati, a je Peter razumel, kaj hoče Jezus od njega? Ni razumel. Peter je velikokrat kasneje tudi dokazal, kako ni razumel. Še marsikaj česa kasneje ni razumel. Ampak kaj pa je naredil Peter? Začutil je toplino in ključ te intuicije in vedel, da ji mora slediti, čeprav ne razume. Čeprav
so vsa dejstva govorila, da je on samo ribič, so vsa dejstva govorila, da je on samo loser, je vedel, da ne sme slediti tem. In je pustil vse to, pustil mreže in je šel za njim. In veste, kaj je postal? Točno to, kar je Jezus že videl v njem, ribič ljudi. Postal prvi Peter. In ne samo to, za Jezusa je dal življenje. Kaj se zgodi z nami, ko si upamo slediti njemu, ki nas je poklical v življenje, ki nas je poklical v krst, tudi v to župnijo, zato ker sanja, ker ima za nas velike in lepe sanje. In da Bog hrepeni po tem, da bi pristali tudi mi nami in mu dovolili, da nas opremi z vso milostjo in z vso preizkušnjo, ki jo potrebujemo, da bi postali to, kar sanja nas. A zdaj me zanima, kaj pomeni zdaj hoditi za Jezusom, zaživeti tej sanji, vstopati v to kraljestvo. No, tukaj je zdaj droben tisk. Ampak ki je ključen, ki ni droben tisk, ki je v bistvu naslednja temeljna beseda. To je zdaj naslednja, če smo prva točka rekli, kaj Jezus vidi, kaj Jezus Bog sanja za nas, imamo zdaj drugo pomembno točko. Če mi hočemo stopati v to Božjo vizijo, ali če hočete Božje kraljestvo, kaj je? Je pa ena beseda naprej. Božje kraljestvo se je približalo, prej pa je postane spreobrnite se. Spreobrnite se. Spreobrnite se. No, tukaj mi tokrat zanimamo, ne? Se nam zatakne v grlu in zmrstemo in rajš ostanemo v svoji smrtni senci. Spreobrnite se. A veste, spreobrnite se ni nekaj negativnega. To ne pomeni, Bog si zdaj ti slab. To pomeni samo to, da priznaš, da ne vidiš dovolj in da pustiš, da ti Gospod pove, kam in kako, in bolj upoštevaš njega kot sebe. Spreobrniti se pomeni iti onkraj te pozicije, na kateri se zdaj nahajam. Če se ne boste pohujšali, vam povem, včeraj sem bil na jaz rad hodim v gledališče, ampak včeraj sem bil na reperformansu v Cukratni. Sam povem, kaj se tam dogaja. Tam sta prišla igralca, postavila sta se takole na malo dvignjeno mizo v položaj tanga. Začela je iz mikrofona čudovita živahna glasba in ona sta prijetno stala. 70 minut, potem bi sta držala več. Si predstavljate 70 minut držati tako z dvignjeno roko. Tresla sta se, ampak ona sta trmasto vztrajala. Življenje je pisalo, da se bi zaplesal, ampak ona sta stala. Nepremično sta stala. In se kako je bilo grozno dogledati.
se zapičimo v svoj prav, se zabarikadiramo v svojo pozicijo, se tresemo, po 20 minutah mu začne teči pot dol, ker je bilo to tako naporno, ampak moramo samo strajati. Koliko skrbimo oči, koliko maltretiramo drug drugega, ampak ustrajamo in se gremo, kako zdržati prijeme. Kaj pomeni spreobrnce? Spreobrnce pomeni, rečeš, kaj se zdi na svetu treba. Spreobrnce pomeni odpreti oči in ušesa in zaplesati v ritmu življenja, v ritmu, ki ti ga narekuje Gospod. Pomeni veseliti se ritma, ki ti ga narekuje Gospod. In zdaj smo pripravljeni. Gospod župnik je rekel, da bo dobro. Ne ostali. Ne povejmo še nekaj stvar, pa zakaj? Ker Pavel nam bo zelo natančno, se zelo spet plastično pokazal to dramo človeka, ki se trmasto zabarikadira v eno pozicijo. Kaj se dogaja Pavel? Pač bil je najboljši. Mislim, Božga od njega ni bilo. Bil je v najboljših šolah. Bil je goreč, predan, je tako, kot smo mi. Vse bi on dal za Gospoda, je tako, kot mi. In kaj je delal? Je rohnel in vesel. Preganjal kristjane, ker je bil seveda hotel biti najboljši, si zagotoviti najboljšo pohvalo od Boga, si je od oblastnikov dobil dovoljenje, da bi jih lahko zvezal in privedel. Koliko moči, koliko gorečnosti, vse za Gospoda. Samo ena mala stvar, ki mu je zmanjkala. Vzami vprašati Gospoda, a tudi on to hoče. Vse je delal po svoje in zaradi sebe. Gonilo vsega je bil njegov ego in preverzna misel, da bo s svojo pridnostjo dobil pohvalo Boga. Zato, ker je zvontar ne bo zdržal. In tako seveda v tej svoji gorečnosti gre v Damasku. In potem se mu zgodi ta čudoviti dogodek, o katerem smo tudi poslušali.